Z moje strani, preden se premaknemo konkretno na posamezna področja. To, kar se mi zdi pomembno omeniti na samem začetku. Seveda Mladinska knjiga kot največja založba v Sloveniji, podobno kot preostali založniški trg, išče svoje poti. Naj omenim, da letos bo 50 let, odkar je bil ustanovljen Knjižni klub Svet knjige, in vemo, kako veliko se je spremenilo od takrat do danes. Ampak naše poslanstvo še vedno ostaja enako. Še vedno držimo ravnovesje v tem, da izbiramo zelo raznovrsten in uravnotežen program za vse bralce. V mislih imamo tako najmlajše, tako bralce vrhunskega, izvirnega, prevodnega leposlovja, mladinske književnosti, pa seveda na drugi strani tudi bralce priročnikov, bralce, ki jih zanimajo tudi osebne zgodbe javnih osebnosti. In to je seveda nekaj, kar pomaga ohranjati živost založniške, kulturne, bralne krajine v Sloveniji. Mi vemo, da danes tekmujemo praktično z industrijo prostega časa, ki razpolaga, bom dejala, z neprimernimi večjimi viri na vseh področjih. In prav zato se nam zdi res pomembno, da znamo povezati tako skupnost avtorjev in bralcev, skupnost tako torej ustvarjalcev kot tudi uporabnikov. Da pa pridemo do bralcev, moramo to narediti na način, da jih lahko dosegamo kadarkoli in kjerkoli. In zato smo vam že lani predstavili prvo in doslej edino aplikacijo za kakovostne knjižne vsebine Mladinska knjiga plus. Več o tem bo povedala Tihana, je pa to zagotovo eden od načinov, s katerim širimo ta ustvarjalni prostor, tako zato, da lahko predstavljamo kakovostno produkcijo naših avtorjev, pa seveda, da skušamo dosegati tudi tiste bralce, ki morda niso ohranili ali je sploh ne privzgojili navade branja in zahajanja v knjižnico. Kot največja založba smo prisotni seveda tudi na področju bralne kulture. Danes smo tukaj v teh prenovljenih prostorih prireditvenega prostora Knjigarne Konzorcij. In tukaj že od lani poteka kar precej dogodkov. Kasneje bomo pogledali na statistiki, kaj vse se je dogajalo v lanskem letu. In to je tudi ena od poti, kjer ne samo v središču Slovenije, ampak tudi drugod po Sloveniji skušamo knjigarne vzpostavljati kot neka kulturna stičišča srečanja v Mladinski knjigi. Sreča je v Mladinski knjigi, je bila misel naše ustvarjalne ekipe marketinga, ampak nekaj, kar bo ohranjalo živost tako med ustvarjalci kot tudi bralci. Na področju bralne kulture sodelujemo tudi seveda lani, vsi vemo, je bil Frankfurt, letos je Bologna, tako da krepimo ekipo za prodajo pravic slovenskih avtorjev v tujino. Seveda na tem polju, ko sem prej omenila to raznovrstnost programa, se mi zdi pomembno povedati, da na Mladinski knjigi še vedno izdajamo vseh 6 revij: Ciciban, Cicido, Cicizabavnik, Moj planet, Pil in Geja. Kljub temu, da je ta medijski prostor, kot ga vi sami najbolje poznate, postaja zelo skrčen in se je treba močno truditi za to, da še ohranjamo bralce naročnike. In mislim, da sem zdaj nekako povzela vse tisto, kar na ravni celotne strategije in usmeritve Mladinske knjige želimo doseči programsko, ampak morda bo zanimiv tudi pogled v leto 2023, kaj se je dogajalo. Tukaj je en tak kratek povzetek, kaj vse je bilo narejeno v letu 2023. Izdali smo kar 632 naslovov in med temi naslovi so išle 302 novosti. Skupaj
več kot 1.180.000 izvodov knjig in pa tudi učbenikov. In to, kar seveda spremljamo, povprečna naklada enega izvoda je zanimivo skoraj da povsem enaka, kot je bila tudi v lanskem letu. Poleg tega smo izdali 150 e-knjig, 100 zvočnic, 10 navdihovalcev, 20 podcastov in seveda na tem mestu tudi zahvala Javni agenciji za knjigo, kar nekaj knjig je izšlo s podporo Javne agencije za knjigo, hkrati pa zdaj smo v drugem letu tudi razpisa za kreativno Evropo in marsikateri prevod, ki nam omogoča, da ohranjamo to raznovrstnost prevodne literature, je izšel s podporo držav teh jezikov. In seveda tudi na izobraževalnem polju še vedno smo aktivno, to izobraževalno polje se močno spreminja in je seveda zelo pomembno tudi stališča povezovanja vseh dejavnikov na področju bralne kulture. Tukaj Mladinska knjiga v resnici edina ohranja, bom dejala, to raznovrstnost različnih programov, kjer lahko hkrati nagovarjamo in splošno javnost, hkrati pa tudi šolsko javnost. Seveda nas zanimajo tudi prodajne številke. Tukaj vidimo lestvico prvih 10 najbolje prodajanih knjig. Znova, tako kot lani, izvirni avtorji so še vedno v ospredju in to, kar kažeta prvi 2 mesti, Znanost mirnega življenja, Življenje v sivi coni, zdravnika Davida Zupančiča, potem na 3. mestu A-ideja Klemena Selakoviča in na 4. mestu Notranji pir Mihe Šaleharja. Zdaj, zanimivo je, da praktično vse 3 novosti, z izjemo Življenja v sivi coni, ki je ponatis, vse 3 novosti so izšle precej pozno v lanskem letu in mislim, da nobena ni bila napovedana v katalogu, ki ste ga prejeli na novinarski konferenci za predstavitev programa 2023. Kar seveda spet kaže na to, da v uredništvu ohranjamo to gibkost programa, ker seveda je nekaj tega praznega prostora za to, da lahko objavimo tudi nekaj nenapovedanih rokopisov. In ta lestvica zagotovo kaže na to, da na moč družbenih medijev. Tako David Zupančič, Miha Šalehar kot Klemen Selakovič imajo pravzaprav zgrajeno široko skupnost na lastnih platformah in to je nekaj, kar ojačuje tudi branje in prodajo teh tiskanih knjig. In seveda na tej lestvici lahko zasledimo tudi otroške knjige. Otroške knjige, ki so klasika. Klasika je še vedno nekaj, kar zagotovo pride do vsake generacije, vsako leto sproti. Mali princ je na primer lani praznoval jubilej, Muca Copatarica, Pasji mož Dejva Pilkija. To, kar seveda je tudi en tak zanimiv podatek, zagotovo tudi ukrepi na ravni države spodbujajo prodajo knjig. Modri otok Irene Velikonja je bil prodan kar v 25.500 naslovih. In tukaj, če bi se lestvica nadaljevala, bi seveda bila na njej tudi Mira Furlan, Imej me rajši od vsega sveta, knjiga, ki je, bom dejala, presenetila malce tudi nas, oziroma Andrej bo rekel, da njega ni. Pa potem Haruki Murakami, avtor, ki je v novi zbirki skratka tudi dosegel visoke številke. Seveda ob programu, ki je izhajal 300 novih naslovov, to je več kot en naslov vsak dan, se je marsikaj dogajalo tudi na področju komunikacije teh kakovostnih vsebin v javnosti. Tudi z vami smo se pogosto srečevali, 290 novinarjev na 26 novinarskih konferencah. No in lani je bilo za nas izjemno leto tudi zato, ker smo povabili kar nekaj tujih avtorjev. Ti dogodki so bili zelo dobro obiskani.
Jorge in Demian Bukaj, dogodek v Cankarjevem domu, na katerem je bilo več kot 1400 obiskovalcev. In enako tudi preostali avtorji, ki so pritegnili precejšnje zanimanje javnosti, niso pa to bili dogodki v Cankarjevem domu. Številne nagrade, ki si jih lahko preberete tudi v katalogu, in pa seveda lanskoletni Frankfurt je bil nekaj, kar nas je zaznamovalo. Na 45 dogodkih smo sodelovali in to je tudi ena od stvari, kamor usmerjamo moči tudi v tem letu. Verjamemo namreč, da je prav lanskoletni Frankfurt, pa tudi letošnja Bologna, priložnost za to, da lahko slovenske avtorje ponesemo še globlje v globalni prostor. Če sem na začetku govorila o nekih bolj strateških usmeritvah, mogoče samo en tak povzetek tega, kaj pa programsko, kaj zrcali naš katalog, ki ste ga prejeli. Seveda vsa ta raznovrstnost, tako v vseh oblikah, kot tudi vsi žanri, od otroškega, mladinskega leposlovja, tudi esejistike, zbirka Premiki, kultura, revije, učbenike in v vseh oblikah. Je pa letošnje leto zagotovo leto jubilejev. Praznovali bomo z našimi avtorji. Jelka Reichman praznuje življenjski jubilej, Svetlana Makarovič, njeno pesniško zbirko smo vam podarili ob katalogu, vendar pričakujemo še njeno pravljico, slikanico. Praznujemo tudi 25 let, odkar imamo slovenski prevod Harryja Potterja. Tudi poetični jubileji bodo zdaj tukaj. Srečko Kosovel, Ivan Minati, Saša Vegri. Vse to bomo proslavili s takimi krasnimi jubilejnimi izdajami. In to, kar je potrebno še poudariti, poseben projekt letošnjega leta je malce povezan tudi z Bologno. In sicer bomo izdali imenitno ilustratorsko mapo Veličastnih 30. To je nekaj, česar še ni na slovenskem trgu. In sicer bomo v njem predstavili reprodukcije, izbor najlepših ilustracij 30 slovenskih ilustratorjev. To je nekaj, kar se bo tudi lepo povezalo z predstavitvijo slovenskih ilustratorjev na knjižnem sejmu v Bologni. Tudi zbirka Odisej praznuje svoj jubilej. Seveda ob analizi leta 2023 smo razmišljali tudi o tem, kaj trg potrebuje, kje morda se glas mladinske knjige sliši premalo. In zagotovo bomo več naše moči namenili leposlovju, tako izvirnemu kot tudi prevodnemu. Seveda leposlovje je programski segment, kot smo videli na slajdu pred tem, smo povabili kar nekaj tujih avtorjev, ki so prišli v Slovenijo, tudi v letošnjem letu načrtujemo nekaj takih zanimivih obiskov. Je pa seveda morda komunikacija leposlovja na trgu zahtevnejša kot komunikacija morda uveljavljenih javno znanih osebnosti. Več pozornosti bo namenjene fantazijskim romanom, še vedno nadaljujemo s Sapkovskim, ljubezenskim romanom in pa stripom. Tudi na polju priročnikov za osebnostno rast in sicer na priročnikih načrtujemo kar nekaj zanimivih izvirnih naslovov. In pa seveda, kot sem dejala, ta koncept tega, da ko izide tiskana knjiga, smo običajno v preteklih letih vendarle nekoliko počakali z izidom e-knjige, zvočnice. Zdaj pa vseeno na podlagi ne samo raziskav na slovenskem trgu, ampak tudi v globalnem prostoru lahko spremljamo, da bralci v resnici so različni, da pa vsi želijo imeti seveda te najbolj aktualne vsebine, dostop do teh aktualnih vsebin čim prej.
Verjamem, da je program, ki ga imate, da bo zanimiv, da bo vsak izmed vas našel zanimive naslove in si jih označil že zdaj, še preden so zares izšli. Ampak zdaj pa besedo predajam kar naprej, da gremo zares od vsebine k konkretni vsebini in se vam hkrati tudi zahvaljujem za vse vaše obiske, vse vaše prispevke, za poročanje o kakovostnem programu Mladinske knjige. Brez vas seveda naša vsebina ne pride do prave ciljne publike. Ja, pa še ena pomembna stvar, ki pa je novost. Zdaj, kar nekaj stvari sem povedala o Mladinski knjigi plus, pa še slišali bomo o Mladinski knjigi plus, ampak kot smo dejali, avtorji, izvirni avtorji so za nas izjemnega pomena. Skušamo povezati, zbuditi in še bolj ohranjati dinamiko, živost tega ustvarjalnega prostora. Zato smo se odločili, da naredimo avtorski portal. Avtorski portal in na podlagi tega mogoče tukaj ne povem veliko, ampak kar zavrtimo en filmček, ki vam bo povedal, kaj ta avtorski portal je.